Pozdravljeni v oddaji Pregled tedna. Poglejmo si, kaj se je ta teden dogajalo v slovenski Istri in širše. Nadzorni svet Luke Koper je potrdil letno poročilo za lansko leto. Rezultati podjetja so odlični, saj so presegli veliko večino finančnih kazalnikov, hkrati pa dosegli 3% rast skupnega ladijskega pretovora. Nekaj projektov je bilo tudi realiziranih, medtem ko so se lotili že nekaterih novih naložb. Čisti prihodki od prodaje so znašali 330,1 milijona evrov, 6% več od leta prej. Kljub višjim stroškom poslovanja so doseženi prihodki pozitivno vplivali na poslovni izid poslovanja, ki je 67 milijoni evrov za 10% presegel tistega iz leta 2023, kot tudi na čisti poslovni izid, ki je dosegel 60,3 milijona evrov. V Luki Koper so zadovoljni s potniškim terminalom, kjer so zabeležili več kot 125 tisoč potnikov. Na kontejnerskem terminalu pa je padel nov rekord, saj so dosegli pretovor 1,13 milijona kontejnerskih enot. Preteklo leto je v pristanišču zaživelo več gradbišč. Naložba projektov pa znaša 55,5 milijona evrov. Sem spada gradnja novega priveznega mesta za generalne tovore in vozila ter 14 tisoč kvadratnih metrov velikega skladišča, ki bo prvo tovrstno avtomatizirano in energetsko samooskrbno skladišče za jeklene proizvode. Z naložbami pa bo Luka Koper nadaljevala tudi v letošnjem letu. Podaljšanje severnega dela kontejnerske obale je eden izmed glavnih projektov, ki se bo zaključil predvidoma konec leta 2027. Kot poudarja predsednica uprave družbe Luka Koper, smo lahko vsi zadovoljni z razvojem in uspešnim delovanjem pomembnega slovenskega pristanišča. Sektor kriminalistične policije Policijske uprave Koper je v marcu letos na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podal kazensko ovadbo zoper 49-letnega državljana Slovenije zaradi podanega utemeljenega suma storitve 4 kaznivih dejanj ropov in enega kaznivega dejanja tatvine goriva na bencinskem servisu. Vsa kazniva dejanja so bila izvršena na območju Slovenije, kot rečeno med 31.12. preteklega leta in 6.3. letos, in sicer na območju 3 različnih bencinskih servisov v mestni občini Koper. Vsa navedena kazniva dejanja je na podoben način izvrševal moški storilec, ki je ob izvrševanju kaznivih dejanj imel zakrit obraz, pri ropih pa je uporabljal predmet, ki je bil podoben pištoli oziroma revolverju. Storilec je v vseh primerih zagrozil z napadom na življenje in telo zaposlenih na bencinskih servisih, no to pa jemal denar, katerega se je tudi protipravno prilastil. Žrtve teh kaznivih dejanj niso bile telesno poškodovane, storilec pa si je z izvršenimi kaznivimi dejanji pridobil protipravno premoženjsko korist preko 30 tisoč evrov. Storilec je v času izvrševanja kaznivih dejanj prebival v okolici Trsta, kamor se je po dejanjih tudi vrnil. Prijeli so ga 19. marca pri poskusu kaznivega dejanja ropa na območju Trsta. Trenutno je v priporu v Italiji. Kulturna dediščina je v Piranu zelo pomembna. Prav zato se je že začela prenova enega izmed najpomembnejših arhitekturnih elementov starega mestnega jedra, kamniti rondeli na rtu Madona ob svetilniku. Gre za rondelo, zgrajeno med 16. in 17. stoletjem kot del beneškega obrambnega sistema, danes pa ji rečemo tudi bastion. Nekoč je segala vse do morja, danes pa jo ščiti obalna utrdba z valobranom. Spremembe vremena ter vplivi morja so skozi leta posegli v njeno podobo, saj je moč opaziti določene poškodbe, kot so razpoke in neustrezno izvedene cementne fuge, ki jih bodo odstranili ter zamenjali s primernimi materiali. Zdaj si želijo sanirati zunanji zid obrambnega stolpa, vključno z ohranjanjem kamnitega venca iz belega istrskega apnenca in vgradnih heraldnih plošč. Odstranjene bodo tudi kasnejše prizidave, ki so nastale zaradi inštilacij. Projekt se izvaja v okviru pobude Prenova in valorizacija beneških obrambnih struktur v Piranu s sofinanciranjem dežele Veneto. Izvajalec del, ki bodo zaključena predvidoma junija, je znani restaurator Rok Pahor. Investicija znaša 63 tisoč evrov, pri čemer bo občina Piran iz sofinanciranja prejela okrog 25 tisoč evrov. Namen tega pa je ohranjanje in promocija kulturne, arhitekturne ter zgodovinske dediščine Beneške republike v Istri, Dalmaciji ter Sredozemlju.
22. aprila praznujemo Dan Zemlje. V zdravilišču Debeli rtič so ga v torek obeležili že 5. leto zapored na dogodku z naslovom Pomen vremena in morja, kjer so za vrtčevske in osnovnošolske otroke organizirali razne delavnice na področju narave, vremena in morja. Torej, Dan Zemlje vsako leto obeležimo na način z nekim trajnostnim pristopom. Ali z zasaditvijo novih dreves, prav zaradi posledic, ki jih vreme tukaj povzroča, ali pa z drugimi načini, s katerimi predvsem otroke osveščamo o trajnosti, o samooskrbi. Letos je pa to namenjeno spoznavanju morja in vremena, ki sta dva pomembna elementa, ki ključno vplivata tudi na naše življenje. Izjemnega pomena je, da to svoje znanje, ki ga skupaj z strokovnimi institucijami osvojimo, prenesemo na otroke, kajti vemo, da so otroci nosilci sprememb in to, kar jih pravzaprav naučimo danes, bodo jutri tudi uporabili. Na dogodku je svoje znanje prispevala tudi Agencija za okolje. Izvedli so delavnico, kjer so se otroci spoznali z vrstami oblakov, merilnih inštrumentov, izvajali so meritve in jih zapisovali, ter tako za en dan obuli čevlje vremenoslovcev. Predvsem smo s strani Agencije za okolje omogočili postavitev vremenske hišice, ki bo pomagala pri osveščanju otrok o vremenu, o pomembnosti vremena in tudi o podnebnih spremembah. Otroci so tukaj naša prihodnost. Geslo letošnjega Dneva Zemlje je naša moč in jaz mislim, da ravno otroci so naša moč za v prihodnje. Podnebne spremembe so stvar, s katero se ne bomo ukvarjali samo mi, ampak tudi naši potomci. Zato nam je osveščanje zelo pomembno. Tudi morska biološka postaja, ki se celovito ukvarja z morjem, je delila znanje o tem največjem ekosistemu na Zemlji. In vsa spoznanja, ki jih dobimo, je treba seveda deliti širšo javnostjo. In tukaj v bistvu je ta dostopnost, to sodelovanje z zdraviliščem Debeli rtič zelo pomembno, ker v bistvu gosti množico mladih otrok, ki jim lahko dvignemo to zavest, ki jo bodo potem nosili tudi čez svoje celo življenje in pač ustrezno ravnali za to, da bomo pač živeli v nekem normalnem, trajnostno usmerjenem svetu. Dan Zemlje nas vsako leto opominja, da skrb za naravo ni enkraten dogodek, ampak vsakodnevna odgovornost. Z majhnimi dejanji, kot so varovanje voda, odgovorna raba virov in spoštovanje naravnih zakonitosti, lahko vsak posameznik prispeva k ohranitvi planeta za prihodnje generacije. Dogodki, kot je ta na Debelem rtiču, nas spomnijo, da se vse začne pri znanju, razumevanju in spoštovanju narave, ter da so prav otroci tisti, ki bodo pisali prihodnost našega sveta. Univerza na Primorskem in Univerza v Trstu sta sklenili izjemno pomemben sporazum, ki bo od nadaljnjega šolskega leta omogočal priznavanje izbirnih predmetov med magistrskima študijskima programoma Data Science and Artificial Intelligence ter podatkovna znanost. To pomeni, da bodo lahko študenti Primorske univerze obiskovali določene predmete na Tržaški univerzi in obratno. V pripravi je tudi skupni dvojni magistrski program z področja prej omenjene podatkovne znanosti, ki bo dodatno izboljšal sodelovanje med institucijama, hkrati pa ponudil še boljšo mednarodno izobraževanje. Dogovor vključuje tudi avtomatsko priznavanje opravljanja izbirnih predmetov po evropskem sistemu ECTS, kar pomembno prispeva k širjenju mednarodne ponudbe znotraj mreže Transform for Europe, katere članici sta obe univerzi. V gledališču Koper so predstavili prejemnika nagrade Tantadruj za življenjsko delo. Gre za posebno gledališko nagrado, ki so jo ustanovila 3 primorska gledališča: Gledališče Koper, Slovensko stalno gledališče iz Trsta in Slovensko narodno gledališče Nova Gorica. Z njo želijo ohranjati spomin na ustvarjalce, ki so svojim delom pomembno prispevali k gledališču na Primorskem in v zamejstvu, ter tako soustvarjati kulturno zgodovino in identiteto tega prostora. Letošnjo nagrado za življenjsko delo bo prejel Mirko Vuksanović, med drugim član in ustanovitelj glasbene skupine Avtomobili,
ki je svojo glasbo pomembno doprinesel k ustvarjalnosti v vseh 3 primorskih gledališčih. V Kopru je sodeloval pri 37 predstavah, v SNG Nova Gorica v 60, od tega 6 koprodukcij s Koprom, v SSG je sodeloval v 7 in od tega 2 koprodukcij s Koprom. Skratka, 104 predstave je ustvaril Mirko Vuksanović v teh 3 gledališčih. Potem je pa, imamo še drugo statistiko, Mirko Vuksanović je sodeloval z Kranjskim gledališčem v Celju, MGL-jem, Dramo, Mladinsko, Šentjakobom in AGRFT-jem. Tukaj nismo čisto točno vedeli, okoli 30 predstav. In potem imamo pa zelo natančno napisano njegovo delovanje v tujini, se pravi v Srbiji, Makedoniji, na Hrvaškem in na Češkem. Tu je ustvaril pa pri 19 produkcijah je sodeloval. Tako da, če vse to seštejemo, 150 predstav, pri katerih je napisal glasbo Mirko Vuksanović. Predsednik žirije za življenjsko delo Mari Čuk je poudaril, da nagrajujejo takšne kandidate, ki so svojo dejavnostjo zaznamovali in povezovali celoten prostor v 3 različnih okoljih, zaznamovali predstave, v katerih so sodelovali in ji dali podobo, ki morda na prvi pogled ni v ospredju. Glede nagrade bi se najprej rad zahvalil. Povedal bi, da me je v bistvu to zelo presenetilo. V bistvu sem počaščen in počaščen sem tudi zato, ker sem prvi glasbenik, ki je dobil ta druga, res ponosen, zdaj bom važen malo. In potem se je takoj postavilo vprašanje, kje sem že tako star, Ja, sem, že 37 let se ukvarjam s tem, tako da naslednje misli so takoj peljale k penziji in če tam ta drugi bo kaj vplivu, pustimo to. Nagrado Tantadruj že 15 let podeljujejo kot poklon izjemnim posameznikom, ki so svojim delom pomembno vplivali na umetniški razvoj in rast gledališke ustvarjalnosti med Slovenci. Letos bo podelitev potekala 9. junija v gledališču Koper. Pretekli konec tedna je v slovenski Istri potekal 9. velikonočni mednarodni rokometni turnir, ki na slovensko obalo vsako leto privabi številne mlade rokometaše iz cele Evrope. Da je rokomet še naprej zelo priljubljen šport, priča dejstvo, da je udeležencev iz leta v leto več. Letos jih je bilo 1500, razporejenih v 98 ekip iz 7 držav. Tako kot na poletnem Eurofestu je tudi tukaj organizator Tone Barič, ki je bil z dogajanjem zelo zadovoljen. Tako Eurofest, predvsem pa ta velikonočni, ki je še bolj namenjen mlajšim kategorijam, torej je res namen, da tukaj ekipe to, kar trenirajo in skušajo, če na Eurofestu pridejo bolj za nagrado, je ta velikonočni turnir res namenjen nekemu piljenju torej vsega pridobljenega na treningih in pripravam verjetno na te prihajajoče tekmovanja, ali so to polfinala, finala za določene ekipe. Seveda pa mednarodni vidik je pa na prvem mestu, ker za te otroke, sploh za slovenske ekipe, je to na prvem mestu. In naš cilj je to, da našim domačim ekipam omogočimo take mednarodne izkušnje. Organizacija takega turnirja poteka več mesecev, saj je potrebno uskladiti termine dvoran, nastanitve udeležencev, urediti obroke in pripraviti večdnevni program. Poleg rokometa je bilo organizirano tudi druženje trenerjev in rokometašev v koprski taverni, ki so ob glasbi lahko zaplesali. Na stojnici v areni Bonifika pa je bilo mogoče kupiti tudi rokometno opremo. Tekme so potekale v Kopru, Izoli ter na Škofijah. Kot smo uvodoma omenili, so bile na turnirju tudi mednarodne ekipe. Lepo je doći igrati u drugu zemlju, ekipe su dobre i zanimljive. Jeste prvi put ovdje na ovom turniru? Da, prvi put smo došli na ovaj turnir. Kakve ambicije imate? Pa mislim da bi mogli biti dobri. Za sad nismo loši, tako da mislim da ćemo biti dobro. Mislim da je ovo prvi turnir na koji smo došli, ovo godište.
Šta još radite ovdje pored rukometa na ovakvi turnira? Pa volimo se zabavljati, slušati pjesme, zezat se i tako, ići do grada. Kako se vam sviđa Koper? Pa Koper je lijep, prošli smo malo tu po gradu i to i sviđa nam se. Da. Ko so vam pa všeč takšni turnirji? Ja, so kar zanimivi. Zanimivi so. Kaj pa je najbolj važen rezultat ali druženje? Druženje. Kakšne imate cilje na tem turnirju? Osvojiti turnir. Ti tudi? Zmagati, pa da se imamo fajn. Za zaključek lahko omenimo tudi to, da so 3 ekipe iz slovenske Istre prejele tudi medalje. Koprski dečki letnika 2012 in 2013 so bili najboljši v svoji kategoriji, medtem ko so izolske rokometašice letnika 2010 prejele srebrne medalje. Kljub temu je tudi tokrat obveljal rek, važno je sodelovati in ne zmagati. Vsekakor pa veseli dejstvo, da se še naprej ogromno otrok ukvarja s športom. Odbojkarice Luke Koper so zaključile z nastopi v letošnjem državnem prvenstvu prve odbojkarske lige. Po 2 tesnih porazih s 3-2 proti Šempetru so se na koncu veselile 4. mesta. Rezultat je odličen, saj so se Koprčanke uvrstile v polfinale, torej med 4 najboljše ekipe, prvič po 10 letih. Najbrž si pred sezono nihče ni predstavljal, da se bo mlada ekipa borila celo za medalje v 10-članski konkurenci. Potem, ko so v četrtfinalu premagale Novo Gorico, so v tekmi za 3. mesto moči merile s Šempetrčankami, ki so predtem dobile 4 od 5 letošnjih medsebojnih dvobojev. Slednje so že na prvi tekmi slavile s 3-2, na osnovni šoli Koper pa so številni gledalci znova videli napet obračun, kjer so odločale malenkosti. Šempeter je prvi niz dobil s 25-22, naslednja 2 pa sta pripadla domačinkam s 25-21 in 25-22. Četrti niz je s 25-17 zanesljivo dobil Šempeter, tako da so ljubitelji odbojke vnovič spremljali 5. niz. Žal je Kopru za zmago in 3. tekmo zmanjkalo nekaj izkušenj, izgubile so namreč 15-13. Kljub temu je trener Sebastian Mikša ponosen na svoje varovanke, ki so skozi celotno sezono kazale odlično igro in velik napredek v igri. Kdo ve, morda bodo že v prihodnji sezoni stale na zmagovalnem odru. Nogometaši Kopra so postali prvi finalisti Pokala Slovenije. V sredo so na Bonifiki s 3-0 premagali ljubljanski Bravo, ki so ga premagali že 4 dni prej v državnem prvenstvu z rezultatom 1-0. Tokratni obračun so domači nogometaši začeli odlično. V 15. minuti je nasprotnikovo mrežo z glavo kot prvi načel Omar El Mansuri. Zgolj 6 minut kasneje je 11-metrovko izkoristil Tomi Jurič, ki je v 40. minuti še enkrat meril polno po krasno izvedenem protinapadu. To je bil njegov že 15. gol v letošnji sezoni. V drugem polčasu so Kanarčki nadzirali srečanje in tekmo mirno pripeljali do konca. Omeniti velja, da je v zaključku tekme drugi rumeni karton prejel domači nogometaš Fran Tomek, ki bo tako primoran izpustiti finalno srečanje, ker se bodo meseca maja pomerili s Celjem. Koprčani tako nadaljujejo z odličnimi predstavami, ki jih kažejo pod vodstvom novega trenerja Slaviše Stojanovića. Odkar se je nekdani selektor slovenske reprezentance usedel na trenerski stolček, Koper sploh še ni izgubil. 5 zmag in 2 remija sta poskrbela za to, da so Koprčani pred zaključkom sezone v velikem finalu pokala ter na visokem 3. mestu v državnem prvenstvu. Cilj uvrstitev evropska tekmovanja je zdaj že res blizu. NBA zvezda Luka Dončić nas uči pomembne lekcije. Ko svet obrne hrbet tvoji iztegnjeni dlani, postani sam svoj soigralec. JJ Redick told us, yes, we weren't as physical as we should have been in game 1. Pozdravljeni v novi ediciji Kulturnega napovednika, kjer vam bomo predstavili pester nabor dogodkov, ki se bodo odvili pred prvomajskimi prazniki. Na sobotno jutro, natančneje ob 9. uri, se bo v taverni v Kopru pričel Art Show sejem, kjer se bodo predstavili ustvarjalci z obale s svojimi izdelki, ročnimi deli. Ob 10. uri sledi pričetek anime konvencije Umiko, ki se vsako leto odvije v Kopru. Ta bo kot ponavadi predstavljala japonsko kulturo, videoigre in animeje. Na voljo bo tudi pestra kulinarična ponudba, odvijali pa se bodo tudi plesni nastopi, koncerti ter cosplay tekmovanje. Dogodek se bo odvil v telovadnici osnovne šole Koper.
Ob 11:30 pa bo Lutkarnica v Kopru predstavila Kamišibaj predstavo o 3 kozicah in druge zgodbe. V večernih urah ob 18. pa bo v gledališču Trtini v Piranu potekala tradicionalna revija pevskih zborov Primorska poje 2025. Večer se bo nadaljeval v glasbenem vzdušju, namreč ob 20. uri bo v Centru mladih Koper koncert obalne skupine Cona 40, ki bodo predstavili svoj novi EP. Kot gostja se jim bo na odru pridružila tudi mlada nadobudna pevka Arjana Lukas. Ob 21. uri pa bo v Figa Rock Baru v Kopru koncert prav tako obalne skupine Ten Project, ki bodo obiskovalce popeljali v 90. s projektom Ten, a Pearl Jam Tribute, kjer bo rock in grunge trčil v električnemu poklonu. Še en glasbeno obarvan dogodek pa sledi v izolskem Kanava Houseu, namreč večer bo posvečen elektronski glasbi, nastopili bodo Bronski, Rockoman in Saints of Florence. V nedeljo 27. aprila pa bo ob 18. uri v prostorih italijanske skupnosti Dante Alighieri v Izoli potekal pogovorni večer s filozofom in profesorjem Massimom Cacciarijem, ki bo spregovoril o pomenu Istre v Evropi. Ob 20. uri pa v stolnici Marijinega vnebovzetja v Kopru sledi orgelski koncert Elene Privalove. Na torkov večer ob 21. uri pa se lahko udeležite dobrodelnega predizbora festivala Gora Roka, ki bo potekal v izolskem Hangar Baru, kjer se bodo mladi glasbeniki potegovali za nastop na glavnem odru festivala. Dogodek, ki ga bo povezoval Marko Žerjav, bo namenjen zbiranju sredstev za gensko terapijo 2-letne Lore z redkim sindromom Gand. To je z naše strani vse, želimo vam prijetne praznike in lep pozdrav do prihodnjič. To je bilo za danes vse. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.